dober dan, dober dan. Dobar dan. Ja, Nadina, pridna, delana. Ja, kaj pa počneta? Nove kandidate za civilno zaščito iščemo. Zanima. Lahko se prijavite. Ja, me zanima, civilna zaščita mi zveni znano, zelo. Ne veste, kaj je to civilna zaščita? Potem bi pa težko sodelovali. Civilna zaščita, seveda vem, kaj ne bom vedel. Sem že predolgo na svetu, dajta no. Pa da ne predolgo. Ja, no, dajta na punci, kaj zdaj, se bom učlanil to civilno zaščito. Vajno boste videli, vam bom pokazal hudiča. No, ja, civilna zaščita, reševan. Servus. Ja. Dobar dan. Ja. Kaj to tu je? Ja, kaj, le se tukaj, no, Silvika, no, vidne civilno zaščito, reševan. Nove kandidate za civilno zaščito iščemo. In pomoč, ne se. Civilni kaj? To je organizacija za pomoč v nezgodah ali vojni. Ja, in gospod se bo učlanil. Ja, de facto. Kaj ti članil boš se? Kaj je? Ja, v civilno zaščito, kaj ne se včlanil, se gre za humanitarno organizacijo, si slišala, jaz sem človekoljub. Ja, ti ne človekoljub si, ti baboljub si, gremo. Kaj je, no pa daj prosim, kaj mi delaš? No, se vidimo, ja, pa ti pomislim na vse, ki so potrebni pomoči. Potrebni, ja? Naj pomagajo nam poročeni moški. O, mlade dame, kaj pa vi tu? Nove kandidate za civilno zaščito iščemo. Res? Jaz mislim, da bo kaj bolj zanimivega, ko je tako pogledam. Seveda ga mislim. Tudi ne zabavne stvari treba početi. Ja, seveda, kaj tičemo. Samo jaz sem imel v mislih bolj trojčka pa to. Ja, alle drei zusammen. Geh mal los. Ich komme gleich. Pa tak, ja. No, da vidim, kaj ste mi to dale. O, gospod Gams je še vedno predsednik civilne zaščite. Je, ja. A ga poznate? Seveda. On je rad predsednik. On je tudi predsednik naše lovske družine. Veste? Ja, saj res. Veliko naših članov je tudi lovcev. Mater. Ja, nič. Pol se pa najbrž treba včlaniti. Kaj pravite? Jaz sem namreč tudi lovec. Veste? Bum! Pa take. Ja. To smo lovci pravi. Ampak, deklice, nič se ne bojte, ker bojo jaz ne bom še dal za odstrele. Saj veste, kaj mislim. Ja, dobro, nič. Grem malo to zdaj reštudirati, pa pol. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za tri. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva preberska stvari, to ti posodi jajček ali dva. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sosed, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in čačajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, sram se in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, sram se in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Beno, ti bereš?
Pa nekaj ne bo v redu. No. Žužika, in zdaj te jaz vprašam. Kaj ti misliš? Je naša okolica iz dan v dneva bolj nevarna ali ni? Misliš z dneva v dan? Ja, kaj sem pa jaz rekel? Pravi se dol z mize. Ojoj, pardon. Ne zdi se mi. Ne zdi se mi bolj nevarna. Aha. Zakaj? No, ker imam občutek, da te občutek vara, veš? To, kar se zdi nenevarno, je lahko varljivo, veš? Ti misliš tisto, ko so lani oni skini Bogdančka za črnca zamenjali, pa so ga premlatili? Ja, tudi tisto, ja, tudi tisto. Ja, ampak se dogajajo še tudi bolj neverjetne in bolj strašne reči, veš? Ja? Seveda. Ja? Ja, recimo, ne? Recimo? Ja, recimo, evo, recimo, kaj ti je zven, pa take, ne? Veš, kaj se meni zdi najbolj nevarno? Da imam tebe za moža, pa še živeti moram s tabo. Dobro, no, joj, Žužika. Pa fej se mi zdi nevarno, ker imamo take grozne sosede, ko jih imamo tam preko. Ja. Tudi fej nevarno. To vem, ja. In seveda tudi ogromno več toče je in predvsem dosti večja količina močnega vetra vsako leto. Ja, to pa res, Beno. Okej, pa mi razloži ti, ko si taki pravi moški, ki rad rešuje stvari. Kaj misliš ti narediti v zvezi s tem? Ja, Žužika, no. Glej, kako si ti brezsrčna. Jaz vendar rad pomagam ljudem, ne? Ti ponavadi nisi tak humanitaren. Ne, tu nekaj smrdi. Jaz nisem. Kako lahko jaz noč to pozabljam, kaki knedl si ti. Baba. In pa daj zmisli si že nekaj novega, no? Dobro, no ti tudi že 100 let ponavljaš knedl pa knedl. Saj vem, da ti je to Aleš napisal, samo vseeno. Kaj te češ? No, sprememba je ta, da se bom pridružil civilni zaščiti. Ja, to pa je res sprememba. Zakaj pa? Ja, zakaj? Zato, ker rad pomagam ljudem, ne? Beno, ko ti meni to rečeš, imaš občutek, da ti verjamem? Ne. No, pa mi povej, zakaj? Saj sem ti povedal. Pa ti ne verjamem, povej mi pravi razlog. Ja, zakaj? Ker je Gams predsednik CZ. CZ pomeni civilna zaščita, veš? Jo? Čakaj malo, Gams, to je tisti isti, kot je predsednik lovskega društva? Ja, tisti čisto isti, ja. On je rad predsednik, veš? Zdaj mi je že malo bolj jasno. Vrid bi mu rad lezel, ne? Ja, Žuža, prosim te lepo, no. Meni tega ni treba, ker jaz sem ampak pač dober. Zakaj bi se pa pol šel vpisat v CZ, Kom? Civilno zaščito? Ja, pa, Žužika, no, zato ker rad pomagam ljudem. Pa poleg tega je tam pri njih še pivo po sindikalni ceni. Sindikalna to je nižja cena kot običajno, veš. Pa rad pomagam ljudem. Ja, vem, ja, si že povedal. Ja. No, zdaj mi je že malo bolj jasno. Daj skoči, Beno. Ja, jaz ne grem. Dobro. Dober dan. Dober dan. Gospod, pozabili ste vzeti prijavnico za to, civilno. Ja, bom takoj izpolnil zdaj. Evo. Tako je. Dober dan. Dober dan.
Ti si pri civilni zaščiti, punčka? Ja, asistentka in tajnica. No. Zdaj je meni jasno, kdo bo tebi tisto poceni pivo prodajal, Bena, ne? Zagadin. Evo. Tak. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Na nasvidenje, Adijo, hvala. pa pa. Zato si ti šel vpisat. Zaradi mladega mesa, ne pa, ker bi rad pomagal. Žužika, no. Kaj si tak brez srca? Glej. Joj. Res bi rad v redu, pomagal. Bena. Jaz bi rad pomagal ljudem, zakaj mi to ne verjameš? Mucek, ne sekiraj se. Kar se mene tiče, te mlade punce pri civilni zaščiti ne bodo niti pogledale. Misliš? Da, Žužika, nehaj s tem, no. Ne, res, ti se kar piši, Bena, kar daj se. Pa saj sem se glih kar vpisal. In danes, da veš, grem še po uniformo. Super, pa na zaščito ne pozabi. Lepo je biti sosed. Sabrina, Ja, Sabrina. oj, kam? Spraznjeno, no. Ja, Spraznjeno. vse je prazno. Eno mizo sprazni, prosim. To, kaj pa imate vi to škatlo? Najde tle, takoj direktor ravno A jebi ga zdaj. Kaj imate vi vse te konzerve? Ja, konzerve imam, konzerve, a ne vidiš, konzerve z živili ima dobro. Ne sem rekla, da imate konzerve, samo kaj pa je tle not, ko je vse tako strgan, pa se nič ne vidi. Ja, ne vem, tako mora biti, tako sem dobil, kaj pa jaz vem, kaj je noter živila, ne? Kaj pa mora biti to tako? Še meni čuden. Ja, ne vem, en kolega mi je dal, ki je producent na televiziji. A ja? Ja, A producenti pakirajo te živilske konzerve? ki pa producenti ne delajo nič, rabljajo samo za neko nadaljevanko, pa samo ostali. A razumeš ti mene? No, to nekako razumem, sem, zakaj pa je vse to dol sneto, te etikete? Ja, ne vem, pravi, da je bilo nekaj za neko reklamo, da je rabo, kaj pa je, ne vem. Zihar je snimil reklamo za konzerve, ne, pa je to dol snil. Najbrž bo tako, ja, tako že mora biti. Kaj boste pa vi z vsemi temi konzervami? A jaz? Ja, Ja, to sem se pa glih, sem hotel to zadevo s tabo doreči. z mano. Ja, s tabo. A vi meni rabite za reklamo za konzerve? Kaj to lahko, ja. Ja, ne, počasi, mačka. Ne rabim te. Glej, veš kaj, sem mislil, da če bi mogoče ti lahko prodala kakšno to zadevo tukaj v tvojem baru. Prodala konzerve. Ja, da bi prodala konzerve v baru. Da bi prodajala konzerve, veste kaj, to pa ne bo šlo, mi je pa zelo žal. Ja pa čakajte, no, da bi zraven bar od spalnika prinesla še konzervo s pasuljem, lepo vas No, prosim, dobro, ne glejte, no. pa da date nekaj zraven tole v baru, zraven pijače, dobite še jedačo. Kje ste pa- Nekaj za gric, Kje ste videli, da bi v konzerve prodajali v baru? Na Češkem jih prodajajo. Ja pa jih vete pa tja prodati, ne? No, zakaj ne grem tja prodajati, če tam že prodajajo? To nima nobenega smisla s poslom, mislim, to je... No, se to je res, ampak meni je zelo žal, res, jaz, pač to ne gre skupaj s politiko prodaje našega bara. A ja, a v vašem baru imate politiko, a kaj? Ja. Politiko imate... Seveda, kdo pa danes nima politike? O, Ivo! Dober dan, zdravo, Ivo. Kaj, kar tako je, no, barac, palinko pa patriota. Aha, ja. Ivo, kaj pa je? A je kaj narobe in nekam žalosten se mi zdi? Ne, pusti me, se bodi, se veš, meno bi rekel, baba. Baba, same težave z babo, ne? Še sreča ima, da imaš samo eno. Ej, pomisli, če bi imel cel harem bab, a? Ko imajo oni tam dol, O, daj nehaj, daj, no že, nam mi ne pusti, da bi se upisal v civilno zaščito. Ma, Ivo,
ampak če lahko rečem, jaz mislim, da je prav, veš, da ti Silvika ne pusti, da bi šel na vaje civilne zaščite, mislim, ta tečaj. Ti ženska pamet. Kaj, aha. Kaj zdaj ima prav? Kaj ima zdaj prav? Ja, prav imam, mislim, ne vem, zakaj bi se živciral po nepotrebnem. Sej, če še nisi opazil, naravne katastrofe so po novem stvar Amerike, ne? Kako pa ti to veš? Kako jaz to vem? Kaj, vi nič ne gledate poročil? Gleda poročila. Ja, no, dobro, no, ja, ampak... Ti misliš, da bi konzerve pa šle v promet, če bi bila kakva ujma in to, no? Ja, če bi bile tu posredi poplave, Poplave, ja. vojne, potresi, ja, to so izjemne okoliščine. V tem primeru bi bila to dobra prehranska ponudba. Bi bil dober posel. In zaželene zelo. Ti, Ivo, a bi ti kupil kako? Poceni so, veš, pa. Zakaj ne, ki pa saj nismo zdaj v vojnem stanju, kaj, no, da... Veš kaj, Sabrina, daj prinesi ti kar še eno rundo. Ja, eno rundo še, da se pomiri malo človek, veš. Kaj boste pa vi? Kar klasiko bi. Saj si že rekel, eno še njemu prinesi tole isto. Ivo, a ne, res ne bi ti vzel še mogoče kakšno konzervo, tako za domov, da bi imel mogoče pol za rezervo. Kaj bo pa za... Kaj le pa odkot pa imaš to pa? Dobro, če ne hočeš vzeti... Samo da ti pol ne bo žal. Da ti pol ne bo žal, če bo slučajno kakšna ujma. Kaj mi bo žal? Čakaj, da prijem. Daj neko vodo, daj mu prinesi enega patriota, prosim, da človek umira tukaj. Evo, daj sahara, hitro. Kaj sem rekel, barat pali, ko se vam to piva. Ne, baran spali. Mešana ženska pamet. Pa te konzerve si daj sebi v skladišče tukaj. Kaj bo zdaj s temi konzervami? Bomo že naročili, če bo prišlo do vojnega stanja, sem ti rekel, živciraj zdaj, me je že baba, zdaj boš prišel ti. Dobro, v redu, samo da sva se zbela. Daj prinesi že tisto barat palinko z Češke. Ozanjat, da se malo pomiri človek. Čas, razburjenje. Lepo je biti sosed. Zdravo! Beno! Ko pa imaš to oblečeno? Kaj ti ni všeč? Mi je všeč, zelo mi je všeč. Človek te pogleda, pa si misli, da si kaj postal. Ja, saj človek si to tudi lahko misli. Čužika, daj vprašaj me, kaj sem postal. Vse vem, kaj si postal, član civilne zaščite. Dobro, no, to itak, daj vprašaj me. Okej, Beno, kaj si postal? Žuža, če že vprašaš, postal sem regijski vodja naše regijske civilne zaščite. Lepo, kaj ti moram začestitati. Treba ni, spodobi pa se. Okej, Beno, čestitam. Hvala. Ja. Okej, no. In kako se je to zgodilo? Kako to so te povabili? Pomisli, Žužika. Sam, prostovoljno sem se javil. To bi si pa lahko mislila. In kaj boš imel od tega? Ja, kaj? Žužika, glavni bom. Ja, vodil bom vaje CZ, to je civilna zaščita, v našem bloku. Dobil bom svojo asistentko. Dobil bom pozitivne plus točke pri gospodi Gamsi. Plus glavni bom. To pa je važno, ja? Ja. 8 let sem že gonjač v lovski družini. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da napredujem. Pa zakaj ti misliš, da je Gamsu tako pomembno, da si ti pri civilni zaščiti? Žužika, če pa je predsednik. A daj, Beno. Veš, kako dolgo je že predsednik lovskega društva, pa si ti še vedno samo gonjač. Ja, vidiš, zdaj je čas, da se dokažem še na kakem drugem področju. Žuža, danes začnemo z vajami. Jezus, no. Dragi moji, rad bi, da bi postal, da bi mi vsi skupaj ostali vzor varnosti pri civilni zaščiti na področju civilne zaščite. Beno, pretiravaj, prosim te. Kaj je, saj ni vojne? Ivo, nikoli ne veš, kje te kaj čaka. Ne p, nič
naj nas ne preseneča. Ja, no, saj zato pa jaz predlagam, da se moramo vsi preskrbeti s konzervami. Ti pa tudi že nekaj. Kar naprej, te konzerve. Zakaj mi tu smo? Zato, ker bomo izpeljali vajo civilne zaščite. Ja, sicer pa bo vsaki trenutek prišla moja asistentka in vam bo vse razložila. Vrije. Asistentka, žensko, pa Žuža ti to dovoli. Pa dobro, kaj bo za te mlade punce z njim? Še jaz rabim domišljijo za njega. Zdaj je meni jasno, zakaj si se ti včlanil v civilno zaščito, Beno. Ja, ne samo zaradi punc, ampak še zaradi tega, da lahko onemu gamsu nekam leze, ne? Žuža, jaz te čisto prepoznam. Zvoni. Ja. Zvoni, no. Ja, slišim, to bo najbrž moja asistentka. Takoj sem nazaj. Joj. Koga pa iščete? Glavne vodje civilne zaščite. Ja, to sem jaz, ja. Kaj bi pa radi? Pozdravljeni, me veseli, jaz bom vaš novi asistent. Dobro, kaj tičim. Dobro, stopite naprej. Kar je. Moment. Kje sta pa oni dve? To pa sta asistentki Beno. Ja. Hvala lepa, hvala Silvika. Vi se kar smejte. Pivec si, ne? Pivec si ti. Ja. Ja, zdaj se te spomnim. Dobro, malo dvigne, malo mi ga dvigne. Tako. Zdaj bomo izpeljali kljub vsemu vajo. Ja, seveda. Zdaj se ga že še meče. Pa kam zdaj greste vsi? Ja, kdo bo pa vodil? To je resna stvar. Joj, Kasjanor. Kaj bomo pa zdaj? Boš eno pivo? Kaj boš pivo ali ne boš? Odkar so me odpustili iz tovarne, pa treba sploh ne pijem alkohola. Ajo. Točno, zdaj se te spomnim, iz polnilnice, ne? Ja. Nič se ne sekire, ko bom jaz spet nazaj prišel in bom tam direktor, te bom spet zaposlil. In bova spet lepo skupaj pila, ne? Do ta čas bom pa pil sam. Živeli. Ti samo drži. Dobro. Kaj je? Kaj je to? Kdo je pa naročil novo razsvetljavo? Zakaj pa se meni nič ne pove? Kaj ne vidiš, da sem namontiral zvočnike? Ja no, pa zvočnike. Kdo jih je pa naročil? A bomo imeli zdaj kar ozvočeni hodnik ali kaj? Višja sila. Beno jih je naročil. Beno jih je naročil. Zakaj jih je pa naročil? Zaradi boljše in hitrejše obveščenosti stanovalcev v primeru naravnih katastrof in podobnih zadev. In vojne. A zaradi boljše obveščenosti v primeru vojne ali naravnih katastrof? Aha, lepo. Čakaj. Kdo pa vse to plača? Kdo to plača? Plača! Beno, pol civilna zaščita. Aha. Ja, ki mi plačuje za najem prostorov, ker imajo v mojem delovnem prostoru oziroma delavnici ojačevalni center za informacijo. V tvoji delavnici imajo obveščevalni... O, mater, mojih konzerv pa noče kupiti. A bi ti kupil kakšen konzerv? Dej kup konzervo, no. Dej kup eno konzervo. Kaj bi pa kupoval? Pa kupi konzervo, zakaj? Kaj bi kupil? Zaradi tega, ker so poceni, ker so enostavno poceni. 125 evrov, 100 komadov, 125 evrov. Ne, pusti zdaj ta zvočnik. Gledaj, 125 evrov. Se mislim, več pogovarjati s tabo ne bom. Glej ga pa pusti, da ti povem. Adijo.
Hišnik. Zdravo, Sabrina. Kako pa kaj, konzerve? Pivo. A, ne mislim pivo, konzerve. Ja, jaz bi pa pivo. A, pa je res pivo, ja. Pivo, ja. To pa danes dobre volje. Ja, sem dobre volje, zelo, ja, hvala. Je že bolje. Vidim, da je hudo. Ja, hudo, ne vem, če je pravi izraz hudo, mislim, da je bolj zajebano. Zajebano, prav zajebano. Ja. Kaj pa je tako zajebano, prav zajebano? Mislim, sej niti ne bi rad... Tile moji sosedje, ne, saj veš. A, ta cela situacija z Benotom, ja. Točno ta. Se to po moje res malo preveč pretiravano. Mislim, mene je tudi gnjavo, da naj pridem na ta tečaj civilne zaščite, no. Mene tudi, pa še konzerv noče kupiti. Čeprav, veste kaj pa po moje, jaz se resno sprašujem, kaj bi on z vsemi temi konzervami? Ja, kaj bo s konzervami? Kaj bo s konzervami? Saj bo, gledaj, vojna bo, razumeš, to vsi vemo, svetovni potop, razumeš, bliža se leto 2012. Konec sveta, hej, če človek pameten, mora se na to pripraviti. Kaj bo, kje bo pol... Ne, to imate sicer prav, ne, ko bo konec sveta, bodo konzerve res prišle prav. Samo, mislim pa, da po moje pa problem v tem, da on sploh nima denarja za vse te konzerve. Saj meni je čisto vseeno. Sem naj kupi. Vse to ne gre za njegov denar, to je denar davkoplačevalcev, ne? A veste, kaj bi vi po mojem... Ja, pa ne ga kupi. Meni je vse. A vam lahko sam nekaj svetujem, kaj bi moral narediti? Če mene vprašate, jaz bi šla na vašem mestu tja, direkt tja, na ta tečaj civilne zaščite, ta, ne, ki ga organizira Beno, pa bi mu pomagala, da bi ta tečaj dobro spelil, stekel in potem bi on, zato ker bi bil zadovoljen, ker je tečaj dobro spelil, bi on vam pomagal, bi vas predlagal, da... Konzerve prodati. Tako, Znotraj tečaja, bi on predlagal, da bi vaše konzerve vzeli. A razumem, se pravi, ti hočeš, da jaz furam njegove vaje, da so uspešne in skozi to bom jaz prišel... Boste potem uvalili noter. Skozi uvalil noter nazad. Odlična ideja. Vem. Dobar, ne? To bom naredil. Jaz bom tudi eno barat spalinko. Yes. Lepo je biti sosed. Kozjanor. Pivec, naslednja. Koordinata, ne, boš kar lepo šel po vrsti. Koordinata B3. 3, tak je. Hvala lepa. Gremo los. Kivele. Dobar dan. Beno, mojster Sagadin, a veš, da si imel prav glede vaj, da bi jih morali vsi malo resneje vzeti? Seveda sem imel prav. Samo kaj, ko pa nobenega ni. Čakaj malo. Kako to si imel prav? Da nimaš ti kaj za hribom? A jaz? Nič nimam za hribom. Niti kakih konzerv nisi prišel prodajati, pa tako. Kakšen konzerv? Daj, prosim, da jaz, da bi prodajal. Ne, mandara, no. No, ja, sej, civilna bi pa lahko kakšne konzerve odkupla, ne? Saj sem delal, samo za biznis ti gre. Meni ne gre za biznis. Meni je pomembno, da sredi ujme ali vojne ljudje ne umirajo od lakote. Konzerve so primerna rešitev, a se ti ne zdi? Ja, no. Kaj praviš? Samo da vojne ne bo. Ja, vem, da ne bo vojne, no. Pa meni je zdaj že malo žal za to. Žal? Ja, seveda. Kaj pa ti govoriš, Beno? Ja, kaj? Tem gimplom bi privoščil kaki dan vojne, da jih tako lepo nepripravljene dobi. Ja. Pa še kakšna konzerva bi se lahko prodala, ne? Vidiš? Samo kaj, ko je pa pri nas mir. Mir. Dolgocajtni mir. Dolgocajtni mir, ja. Blagor v Afganistanu, Bejrute, Cüriche, vse bo vse od vojne. Pri nas pa nič. Ja, žal nič, Beno. Ti, Beno, imam eno idejo. Čakaj malo. Pa ni spet kakor tista tvoja finta? Moja finta, morda, no, prosim te, pogledaj. Pa res je moja finta, gledaj, poslušaj. Kaj, če bi vsi mislili, da je vojna, a?
Ja, pa kaj pol? Ja, kaj. Glej, vaje bi speljali, ne? Konzerve bi prodali. Kaj praviš? Ja, to ni tako pretirano slaba ideja, veš? Ne. Samo, kako boš pa to naredil? Ja, glej, sej ima Ivo še tisto infocentralo tam v delavnici, ne? Ja, no, seveda, civilna ima tam v najeme. To, vidiš, super. Glej, gremo skupaj do Sabrine in ti jaz po poti vse razložim naprej, okej? Vrej, no. Sej, zgubiti več itak nič ni. To. Ja, gremo, no. Pivec, gajba, gas! Vrej. Hvala lepa. Ja. Zdaj bo pa vrata zapiral. Šmrkovec, civilistič. Evo tako, imam ga. Tako. Ja, pivec, kaj delaš s tom gajbo? Daj jo, ne? Evo. Čakaj, da s prazni rok pa tudi ne boš stal. No, ta Fernšterker malo prime. Evo tako. Lepo te prosim, hišnik. Ja. Idi pa zakleni Ivotovo delavnico. Zakleni? Ja. Pa se vdret znam, zakleniti pa ne znam. Pa se Ivo spet kaj ne bo opazil. To imaš pa tudi prav, ja. Lahko samo nekaj mi lahko sam nekdo pove, kaj bom jaz zdaj delala, prosim? Evo, ja, jaz bom povedal. Čisto nič, samo govorila boš. Samo govorila boš, Čakaj, ja. samo da probam. Eno, dva, testis, halo. Dela, še svoj, tam tu imaš. Kaj pa povem, ste nekaj napisali? Ja, smo napisali vse. Pesek, daj. Kaj ne dam, pa saj, pa nimam jaz, tebi sem dal. To sam. Imam. O, ja, seveda. Pa se nekaj, tak se postavi, vidiš, kaj ti dobi. Tak. Dobra glasba. Ja, ni zdaj, daj. Ej, to je, ja. Tako, evo, tak. Čakaj, daj se nekaj preko usta, da se ti bo popačil glas. Čakaj. Dobro, fanta, se vama ne zdi to malo uiberno? Ne, meni se to nič uiber ne zdi, zato ker niti ne vem, kaj to pomeni. Ja, dobro. Maša. Čakaj, samo ga vklopim. Moram nas vklopiti v blok. Daj. Evo. Staj. Tu smo. 1, 2, 3, 1, 2, pozor, test, proba. V redu. Ja, super, daj. Pozor, posebno obvestilo. Vsi stanovalci bloka Srečka Katanca 2 se naj čim prej umaknejo v svoje stanovanja, kjer je prišlo do nepričakovane agresije na Republiko Slovenijo. Ponavljam, Republika Slovenija, agresija Srečka Katanca 2. Pozor! Nimam več. Še nimam več. Kdo ima? Pesek, ti imaš. Pesek, ti imaš. Ja. Evo, ja. Daj naprej. Obvestili so nas, da je Republika Avstrija davi začela vojno agresijo na našo državo. Predmet spora so seveda Lipicanci. Prebivalci Katančeve ulice 2 opozarjamo, naj poskrbijo za svojo varnost in varnost svojih bližnjih. Za primer Super. Eskalacije agresije priporočamo. Jaz več nimam. Daj naprej, Pivec, imaš ti? Kje imaš? Daj, no. A ja, čakaj. Tu pa. Joj, kam si tam? Priporočamo, da se oskrbite z večjimi količinami hrane in pijače, še posebej primerna je konzervirana hrana. Za dodatne informacije se oglasite pri krajevna vodji civilne zaščite in poslušajte naš interni infokanal. Čakaj, super. Dobro. Odlično. Super je bilo. Žužo. Ja, prosim. Ja, seveda je res. Kaj? O, ja. Vsi so pri nas. Ja, ne. Naj tam počakajo, pa takoj pridem, ja. Kaj? Ja, res. Ja, Avstrijci, kaj zdaj? Ja, veš, kaki so, ne? Ja. Dobro, vidi, Žužika, ne bo ti treba več kupovati v Gracem. Ja, sicer bo pa čez 2-3 tedne Grac itak naš. Ja, dobro, ja. Ja, takoj sem dan, samo nobena in nikamor ne gre. Ja, dobro je. Zdravo, ja. Kosjanovo deluje. Vsi so pri nas v našem stanovanju
in vzrani do konca. Dobro. Kakva vaja bo to? Dobro. Ej, kaj pa popraševanje za konzerve? Jo, ko si nori, Žuža je rekla, da te pol bloka išče. Super, biznis laufa. Ti pa diskretno, Sabrina, diskretno. Ja, rajši naj tiho bo. Ja, pa se nisem blondno, valjda mi je jasno. Gremo zdaj. Pivec, kaj stojiš? Daj sem šterke, daj pa gaz, da name. Lepo je biti sosed. Tale vaja je pa res kvalitetna. Je. Ivo, kaj imamo še kaj vred s peskom? Ja, Mislim, da bi morali nekaj dati še pred balkonska vrata. takoj, Žuža, takoj nekaj. Oj, jaz ne vedela sem, da Avstrijci taki piso kiso. Jaz sem jih imel že ves čas na sumu. Ne, da so nas Avstrijci šli na past. Mislim, za Hrvate bi človek to še nekako pričakoval. Pa kaj to lipi coner je? To je pasma belega konja, ki ga uporabljajo za vožnjo, jahanje, mislim, uporabljajo. Mora imeti pa izvor v Lipici. Ja, pa zakaj nas Avstrijci napadli so? Zato, ker je Lipica v Sloveniji. Konji so pa baje avstrijski. Ja, potem mi že 100-krat napadli, morali bi. Ta vojna, zakaj le? Suhoj, pa cela Prekmurje v Slovenija je. Pa mogla bi biti v Mađarorza. Veš kaj, nehaj ti s svojimi zgodovinskimi nacionalizmi. Ja, kaj če pa res je? Kaj pa bi potem s Koroško pa Polanijo, Julijsko krajino silika? V napad. Nehajte, kaj ni ena vojna že dovolj. Pomiri se. Čeprav ne, Trst je tudi naš. Ja, igaj. Pa daj ne toliko vode piti, vse boš spil, rabimo zaloge, Ivo! Pomiri se, Žuža. Kaj, hrane imamo dovolj? Ja, ki sem klicala hišnika, pa ima konzervo. Ma konzervo paprikaš. Paprikaš konzervo. Bomo ga vprašali, no daj, nehaj že. Dobro, puštaj. Beno! Hvala Bogu, samo da si prišel. Ja, Tako me je bilo strah, Beno. Seveda sem prišel, saj sem vodja civilne zaščite, ne? Vidim, da ste vse vreje pripravili, pa tako. Pa to. Zdaj pa naslednjič, da me takoj upogate in poslušate, ko bom imel kakšne preventivne vaje. Jasno? Zreje. Obljubim, Mucek, obljubim, nikoli več se ne bom delala pametno. Beza, moš ti konzervi? Sveda. Koliko jih pa rabiš? 50 različne. Silvika sva dva, to je 100. 100. Klasična 100. Jojga. V redu. Beno, pa kaj bo ta vojna še dolgo trajala? Ja ti jaz vem, no... Vojna bo dolgo, ja. Vojna bo dolgo. Kaj, daj ti potem klasično 200. 200? Zikr? Ja. 200. Kdo je te zdaj v tem vojnem času? Mogoče so drugi stanovalci, ki hočejo konzerve še nabaviti. Nem dojem, nem odpri. Kaj ne? Dobar dan. Dobar dan. Servus. Zdravo! Zdravo. In vi, kaj delate tu v tem hudem vojnem cajtu? V kakšnem hudem času? Vaja je pač vaja. Punčka, vojna je. Ja, vojna je, veste. Lepo, da jemljete vse tako zares. Zato vam pa poveljnik civilne zaščite pošilja tole. Hvala lepo. Uspešne vaje še naprej. Ja. Nasvidenje. Zdravo! Nasvidenje. Ja. Kaj zdaj to pomeni? Beno, imam občutke, da si ti nas malo spredaj in zadaj. Misliš? Daj, no, Ivo, lepo te prosim.
Lepo te prosim, Ivo. Ne, nič nisem jaz. To pač ta mladina ni glih informirana o tem, da je vojna, veš, če pa non-stop sedijo na internetu, pa na Facebookoh, pa... Ben, Take. veš, kaj ti si? Ja, vem, knedl. Ne, piso! Veš, kaj tu piše? Iskrene čestitke za najboljše izpeljane vaje civilne zaščite v regiji. Podpis predsednik Gams LR. Hvala. Beno, jaz sem tebe upila. Ja, vem. Ja, saj, lepo, da si mu zlezal tja, ja, to je v redu. No, se dobro, saj vojne ni, pa si malo pretiraval ti, veš. No, malo. Slušajte, še nekaj piše. Kot najboljšemu regijskemu vodji pripada Benu Sagadiru 1000 evrov nagrade. Ja, fajn. No, vidiš. Super. Aha. Mi bojimo se Ja. tu, strah nas je. Prenašamo pesmi. Pa nagrade Ja, takole. dobiš, ja, super. Kupujemo To pa konserve, res, vse. Ja, ne, čakajte malo. Sej ni tako strašno, če se dobro konča, ne? Tak ali tak sem pa mislil razdeliti med vas prijatelje. Motek, spet si imel več sreče kot pameti. Ja, to v mojem primeru niti ni tako težko, ne, Žužika? Dobro, zdaj pa dosti zajebancije. Marš! Si wunderbar! Zato, ker kastim eno pijačo. Ali pa dve. Ne, samo eno. Dobro, no, eno. Vsak sam plača. Ajde, gremo los, snela. Ja, da odkupiš se za to. Ja, gremo. Evakuacija v wunderbar. Gremo los. Čakajte, a tisti posel s konzervami še velja? Čakajte. Pozdravljeni, sem Andrej Pivec. Nekaj bi vam rad predstavil, kaj sem sam sestavil za Lepo je biti sosed. Prosim, prisluhnite. Bilo je 2008 poletje, ko smo imeli stari TV v kleti. Priključimo TV v električni tok in vidimo Ivoto in Benoto blok. Zadaj prihiti Benotova žena, ki je delovna in poštena. Vsaki drugi dan posel Žuža preskrbi, da Benota preživi. Ivo je mojster DOO, Silvika reče danes paprika za kosilo bo. Ko pa Beno službo dobi, Žuža od veselja ponori. Vsi začudeno na oknih slonijo, saj danes nove sosede dobijo. Pamela takoj pozdravi nove sosede, povabi Benota in Ivota na Patriot in reče, lih imam zadnja 2 hladilnikov not. In Ivo in Beno lepo na stolu sedita. Ivo reče, polnilnica piva več ne bo šla v stečaj, saj je Beno vsakadin novi generalni je sedaj. Vse skupaj vas Beno vabi v wunderbar, ker lepo je biti sosed, je največji car. Na vsakadinovi vrati poštar pozvoni in zanimivo pismo izroči. Žuža se na glas nasmeji, kdo to pošto pošiljati. Sledišnik Patriota, ki nas po mojem vse okoli prsta mota. Silvika reče, meni tu tudi nekaj smrdi. Ivo, kaj ti bo Silvika smrdelo, dajmo pimo ga zdaj veselo. Družina vsakadin je povabila špehove skupaj na dopust, da bodo uživali ves avgust. Hvala, da ste prisluhnili.